En prav čudovit novoletni pozdrav, zimski, pomladni, trobentice rastejo in pa marjetice, tako da polno C-vitamina, neverjetno toplo je zunaj. Tudi to je super za en krasen sprehod. Jaz vam želim, res eno krasno leto, plodno, čim manj stresa, čim več zdravja, veselja in pa dobrih, pametnih naložb. Zdaj, danes bom govorila o zenu pa o keksu, puščajnu, na kratko. Pa pogledali si bomo Zen NFT, ki se je v petek lansiral, kako kaj to izgleda. Je zelo zanimivo. Zdaj, veliko v kriptu se je prejšnje leto 2022 zelo veliko stvari zgodilo. Med drugim je Richard Heart zamudil lansiranje Pulse Chaina. To so moje razmišljanja, moje opažanja, ker ga je Ethereum prehitel s svojo nadgradnjo, ki sicer ni layer 2, je pa nadgradnja v bistvu Ethereuma. In kaj se je zgodilo s Pulse Chainom? Dejansko oni so vse gradili na stari verziji Ethereuma in zdaj imajo po vsej verjetnosti, predvidevam, zelo velike težave uskladiti vse skupaj in narediti klon tega novega omrežja. Se med razvijalci govori, da je to nemogoče narediti zdaj. In kaj bo s Pulse Chainom, bomo še videli, verjetno bo lansiran, bi znal biti. So se pa nekateri vlagatelji uprli, ker vse v bistvu tudi ta žrtvovanja, kljub temu, da je vse podprto z izjavami, da pač ne smemo pričakovati ničesar od tega, kar smo vlagali, je v bistvu v očeh zakona, je to vložek oziroma investicija. Investicija pomeni, da pač je tisti, ki je dobil to investicijo, da je zanjo odgovoren. Tako da se že dogajajo stvari, ki niso v prid Richardu Heartu, in preiskave se že dogajajo tistih, ki so veliko vložili in ki želijo verjetno nazaj pač svoj vložek. Tako da kaj se bo dogajalo, bomo videli v tem letu, ali bo Pulse Chain lansiran, ali pa bo v bistvu ameriško sodišče vzelo zadevo verjetno pod drobnogled, oziroma je že v preiskavi, in pa bi znalo biti, da se bodo sredstva vrnila vlagateljem, če nič iz Pulse Chaina ne bo. Jaz osebno verjamem, da Pulse Chain sicer bo, vendar bi mogel priti zraven kakšen zelo sposoben programer in sposoben vodja, kot je na primer Jack Levin. Potem bi stvari šle. Zdaj, žalostna novica je to, da sem slišala, da je Richard Heart izjavil, da ne želi Zena na Pulse Chainu. To je res žalostna novica, če je resnična, in kar pomeni, da ker Zen je res v bistvu produkt, ki je osvojil maso, množico, prepričal ljudi, sam produkt, ne Jack Levin. Jack Levin pač je samo iznajditelj tega, in pa naš učitelj, dobesedno. In on sam pravi, da je samo avatar, dobesedno, in pa da on je zelo, zelo preučeval belo knjigo od Satoshija in je izumil, kako naj bi Bitcoin dejansko, to je Zen zdaj, kako naj bi dejansko moral izgledati, če bi bil za množice. Zdaj, problem Bitcoina je v tem, da je bil samo, jaz mislim, da je bil zelo na hitro narejen, zelo na hitro, ne preveč premišljeno. Ideja je fantastična,
vendar pa izvedba ni v redu. To se je izkazalo kasneje, ko se je Satoshi umaknil, zdaj, če to je ena oseba, več oseb ne vem, kdo to je, noben ne ve, kdo to je. V glavnem, Bitcoin je bil potem domena nekih peer-to-peer keša oziroma pač denarja nekih posameznikov, 200 posameznikov, ki je nastajal tako, da manj, ko je bilo rudarjev, bolje je bilo, zato ni nihče imel v interesu, da bi Bitcoin predstavljal drugim ljudem oziroma rudarjenje Bitcoina. Pri Zenu je ravno obratno, več, ko je rudarjev, vsi, ki mintamo denarnice, smo rudarji in ustvarjamo Zen. Koda je tako narejena, da več, ko je rudarjev, več, ko jih pride za nami, več, ko ljudem povemo to novico, boljšo nagrado dobimo potem, ko klajmamo Zen. To je dejansko res fantastično narejeno, pravilno, na pravi način, in noter v bistvu zdaj največji Wales OG, ki ima največ Zenov, ima zdaj trenutno v lastništvu okrog 1% Zena. To pomeni, da je res, recimo v primerjavi z Bitcoinom ali pa z Heksom, ima izvorna denarnica, ker tukaj pri Zenu ni izvorne denarnice, se pravi izvorna denarnica, tisti OG največji, ki je bil na začetku, ali je kupil ali je na rudaru v bistvu Bitcoin ali pa Heks, ima v lasti med 80 do 95% sredstev. Zdaj, kaj to pomeni? To pomeni, da lahko upravlja s ceno, da je zadeva dejansko centralizirana. Ni decentralizirana tako, kot je Zen, na primer, ne. Zen se ne da, v bistvu, nekdo lahko poizkusi ga kupiti čim več in to se je tudi dogajalo, nekdo je poskušal na začetku čim več kupiti v Zenku, ker se ga je že sproduciralo in se je dejansko precej opekel, ker je dal veliko denarja, razen če bo ta Zen obdržal za naslednjih 20 let, je možno, da bo šla cena gor in potem se ni opekel, a ne. Če je s to namero. Mislim, zanimivo je to pri Zen skupnosti, da nihče noče Zenov prodajati. To se je zdaj pokazalo tudi pri Zen NFT-jih. Zdaj nekatere NFT-je lahko mintate brez, da bi imeli Zen v denarnico, pri nekaterih morate pa Zen imeti v denarnici in ga skuriti, da dobite NFT. To je potem dokaz, da ste pač imeli neko vsoto kovancev, ki ste jih skurili in v prihodnosti boste dobili pač druge na toliko pa toliko časa. Tako da zdaj jaz Zapuščen sem bila izjemno zagreta, Jack Levine ne bo naredil mreže, je rekel, da njemu to ni smiselno, on mreži vse mreže in tako pride do več uporabnikov, kakor če bi imel samo eno svojo lastno mrežo. In tudi po vsej verjetnosti on ni tip človeka, ki bi tekmoval best man in kripto ali nekaj takega, da pač najboljši v kriptu. On dela za to, da pomaga ljudem, dobesedno. To se zdaj vidi tudi po njegovih izjavah, po intervjujih, po njegovih dejanjih. Všeč mi je, da vse, kar je on sprogramiral, naredil oziroma njegove ekipe, je narejeno hitro, natančno, dobro, tudi Zen NFT je toliko časa ga ni dal ven, dokler regulatorji oziroma revizorji niso dali svoje zadnje besede in so rekli, kaj naj popravi, kaj bi bilo recimo v transakcijah lahko nevarno za ljudi. Zdaj, on je naredil svoje produkte tako, to mi je res všeč, da tudi če, da
vi ne plačate, oziroma mi ne plačamo visokih provizij na omrežjih. Če se dogodi, da te visoke provizije skočijo, medtem ko vi mintate zadevo ali klajmate, bo sam program, sama koda prekinila povezavo. Ne boste mogli izvesti te pogodbe in v sami pogodbi oziroma v sami kodi je tako narejeno, da če se to vse skupaj prekine, niste izgubili zenov in niste izgubili fijev oziroma ethereuma. To se vse da narediti. Jaz nisem vedela tega, dokler Jack Levin ni prišel na sceno, da se te stvari dajo tako narediti. To pomeni, da so nas vsa ta leta v bistvu ropali na roparskih mrežah, predvsem Ethereum in pač ljudje, ki so vedeli, zakaj gre in so nam jemali dejansko denar za neuspešne transakcije in podobne stvari in to veliko denarja. Jaz sem zaslutila, da to ni že nekaj časa nazaj, ko sem ugotovila, da rudarji, če njih oropajo, znajo dobiti fi nazaj. Jaz sem poskušala ugotoviti, kako je to možno, mi ni uspelo, mi navadni državljani dejansko zelo težko pridemo do tega oziroma ne znaš, ne moreš. Razen, če poznaš nekoga tam pač, ki to obvlada, ki to zna. Na vso srečo se nam je pojavil Jack Levin, ki nam pomaga vsem v bistvu pri teh zadevah in tudi razkriva vse te stvari, ker on je v kripto prišel dejansko. Kripto spremlja že dlje časa, vendar v sam kripto je prišel maja 2022 in je zelo hitro naredil svoj coin, tak pameten coin. Njegova zgodba je zelo zanimiva, kako je prišlo do tega in hvala Bogu. V bistvu jaz denarnice delam, ni to finančni nasvet, vi lahko naredite ali pa tudi ne. Zdaj bi pa predlagam, da shaream screen in pa da pogledamo skupaj, ne na testni mreži, ampak kar na Ethereumu, takole. Bomo pogledali, kako grejo zdaj ti NFT-ji. Dobro. Zdaj pa tole je uradna spletna stran. Najbolj se splača v bistvu na tej strani delati zadeve in sicer so jo spet posodobili. Je vse tako zelo preprosto narejeno, da res vsak pač noob začetnik lahko brez težav karkoli naredi, kar bi rad. Stvari so jasne in delajo izjemno gladko. Jack Levin ne daje ničesar v uporabo, če ni 100%, da res 100% deluje. To mi je super, zato ker jaz sem pri Hexu izgubila precej zadev zaradi neuspelih transakcij, ker sam app ni delal, pa tam sem izgubila največ denarja. Tam je res mi šlo, v bistvu so mi vmes vskočili hekerji in sem imela ful težav. Sem kar malo zamerila, v bistvu, ker sem iskala vmes pomoč, pa dejansko me je sam Richard Hart usmeril na določeno spletno mesto, kjer naj bi bili najboljši in sem na same hekerje v bistvu naletela, dejansko na same hekerje in sem ostala sama. Na srečo danes ni več tako, pač tisti, ki prihajajo zdaj za nami, jim je bistveno lažje. Skratka, tukaj je veliko mrež, zdaj mi bomo šli na Ethereum omrežje, povezati morate, najbolj predlagam, da povežete MetaMask. MetaMask, ne pa če sem tukaj le testni MetaMask. Zdaj, MetaMask imam jaz kot bridge, obvezno kot bridge, vedno ga posodobite, desni klik, pa potem, tako kot sem v prejšnjih videih vam povedala, kako to naredite, posodobite Chrome, jaz Chrome uporabljam, ker mi najbolj dela. Tukaj povežite z Ethereum omrežjem. Lahko tudi v prejšnjih videih sem povedala, zdaj, če boste tole, ta je centraliziran, imate pa še druge variante, pač če pogledate moje prejšnje videe,
boste videli, v bistvu, da se da Ethereum tudi povezati z drugimi vozlišči, ki niso centralizirana in ne zbirajo vaših podatkov. Okay, ampak zdaj za test mi je meni osebno vseeno. Gremo na Zen NFT. Zdaj, to so včeraj sem še šla gledat, tole ni še delalo tako, kot bi moralo. V petek se je pa začelo, no? V petek se je začelo, danes je pa nedelja 1.1.2023. Okay, zdaj, sama aplikacija je ugotovila, da nimam nobenih NFT-jev. Jaz osebno ne vem, ali jih bom naredila ali ne. Bom šla, včeraj sem malo testirala, pa sem ugotovila, da če gremo pogledat Gwei, zdajle je Gwei dosti visok, 16, 17, 18. Včeraj sem ugotovila, da če delam posamezno, tele denarnice, je bistveno lažje in boljše, kot če jih delam preko NFT-ja, ne. To sem ugotovila zadnjič. Torej včeraj. Danes bomo pa pogledali skupaj. Če kliknem Mint NFT, zdaj je aplikacija že malo drugačna. Takoj ponudi Zunicorn. Tukaj v bistvu vidite, koliko zenov morate brnati, zelo veliko. Torej, zen morate imeti. Najprej je treba approve zen pač odobriti, da lahko ta aplikacija uporablja vaš zen, to je v redu. In tukaj vam tudi kaže, koliko jih je še 87 od 100 Zunicornov, jih je ostalo še 87 na razpolago. Se pravi, toliko so ljudje naredili in zdaj tole še ostaja. Te so največji, pa maksimum je 128 VMU-jev, torej denarnic lahko naredite. Denarnic, to so računi. 128 računov lahko naredite hkrati največ in pa na največ 441 dni. Tele kategorije v bistvu lahko pogledate. Te kategorije so v bistvu najbolj pomembne, dobesedno, a ne. Se pravi, če greste na kolektor, tukaj v bistvu vidite, da nimate tega, da je odobritev zenov, nimate tega. Zakaj? Zaradi tega, ker edino pri kolektor kategoriji vam ni potrebno imeti zene v vaši denarnici, a ne. In tukaj imate potem koliko, katera klasa oziroma pač razred je, a ne. Če 128 oziroma računov na 441 dni, potem je to pač največ, a ne, kar je možno. Če pa greste na Ruby, ne moramo tukaj vpisati, recimo, ne vem, 5 denarnic hočem. Največ, maksimalno, ali pa 10, recimo, 10 je to Ruby, a ne. Če dam 20, je že Opal, ali sem kaj preskočila, ne. 30 recimo je še Opal, 40 Opaz, 50 še vedno, 60 in tako naprej. On vam sam prestavlja, to dela res super. 70, 80, tako naprej. Recimo, da damo 10, to najmanj, pa bomo primerjali, dejansko tukaj je 13 Gvejev, zdajle je pač malo je padel, Mint Zen NFT, pa bomo pogledali, kaj se dogaja. Tukaj imate pogodbo. Zdaj, fino je, to sem ugotovila, da je fino v bistvu tole dati tukaj nickname, ne. To so opozorili, recimo, da jaz dam takole Silvin Zen, save,
bo tukaj v bistvu Silvin Zen, bom vedela, da gre točno za tole, a ne, pač točno za tole pogodbo. Gre tukaj zakaj gre? Zato, da potem, ko boste odklajmali zadevo, da boste res imeli točno to pogodbo, da se vam ne bo slučajno pojavilo od kakšnega, če vam recimo nekdo udre v denarnico, da ste neprevidni, da vam pač nekdo uside, vzame, udre na denarnico, lahko spremeni tole pogodbo. In če ni tega imena, Silvin Zen, naslednjič, ko bom jaz to klajmala, potem pomeni, da je pogodba druga in da bo šlo vse to na drug naslov. Torej mi je pač heker ukradel, a ne. Tako da to, lahko pa tudi v Etherscanu to spremenite, a ne, to ime. Tako da ta pogodba se bo zdaj tako imenovala Silvin Zen, a ne. Zdaj, jaz bom res upoštevala pri vsaki denarnici, ko bom delala točno to. To sem zdaj pred kratkim ugotovila. Okej, zdaj gas je tukaj $38, se pravi za 10 denarnic oziroma ne denarnic, ampak računov. 10 računov, ja, seveda nimam tukaj Ethereuma, torej morate imeti Ethereuma vsaj za $40-50 v denarnici, da boste to lahko naredili. Zdaj tukaj, jaz sem ugotovila, da med to low pa market, to imam jaz vklopljeno v MetaMasku, da lahko v bistvu spreminjam, da te gveje, tukaj je, se pravi 12 gvejev, če dam na low, je 10 gvejev po vsej verjetnosti. Pa celo več, 13 gvejev, ampak sem ugotovila, da v bistvu ni neke velike razlike. A vidite, 35, $3, dejansko je $3. Zdaj tako, hvala Bogu, je tako narejen, vi lahko greste na tole najnižjo varianto, hvala Bogu je tako narejen, da če spodleti ta pač to mintanje, ne boste plačali fija. Tako je naredil Jack Levine, da ne plačaš. Ne. Da, če greste na agresivno varianto, je pa $41. Na to pomeni, da plačate več fija in boste hitreje prišli na vrsto. Zdaj, eni, ki imajo veliko denarja, grejo na to agresivno varianto, zato da se je sigurno, da pride pač njihova pogodba čim prej skozi, ker želijo čim prej priti skozi. Zdaj, ta srednja varianta je najbolj smiselna, pride pogodba 100% skozi, ne čakate prav preveč dolg časa, pa ni neke zelo velike razlike med tem in tistim low varianto, ne. Okej, zdaj smo ugotovili, da bi plačali za 10 teh računov, bi plačali $38, pa še nekaj malega. To bomo zavrnili, ker itak nimam, da bi tole plačala, pa bom šla na Mint. Mint. To je pa zdaj klasična varianta. To je pa zdaj klasična varianta, se pravi samo ena denarnica hkrati. Ja, vidite, tukaj je spet ista varianta, lahko kliknemo gor in pač damo nek nickname. Silvin Classic, recimo, pa bom videla, ne, pač, da gre to za tako pogodbo. To vam res priporočam, pač, da si to naredite, to bom jaz zdaj naprej delala. Okej, se pravi 2,90, to je kar v redu, recimo, če gremo na low varianto. Ja, skače, gvej skače, tam okrog $3. Jaz vedno počakam, da gre pod $3, vedno in pol takrat delam, ne hitim. Nikakor ne, ker meni je ful v interesu, da čim manj plačam za tole, pa pač, da dobim tiste zene. Zdaj, če zračunamo, boste videli, če tole pomnožimo z 10, dobimo 30. Zdaj, jaz sem to že včeraj ugotovila, da za
NFT v bistvu je očitno malo širša pogodba, malo mičkeno obsežnejša in malo, se pravi, Jack Levine je rekel, da so to trije ali štirje kovanci, tokeni v enem, ta Zen NFT, a ne. Vi lahko več stvari počnete z njim, a ne, se pravi, lahko ga pošljete, lahko ga prodate na OpenSea ali kakšni drugi borzi, tako da, oziroma pol ga še klajmate, ko pride čas za to. Tako da, se odločite sami, ali vam je boljše, da delate tole, tako eno po eno, ker je malo cenejše pride, ali pa da celo pogodbo naenkrat, se pravi 10 računov naenkrat ali pa 20 ali pa 50, a ne. Lahko poskusimo še pogledati, kako je, če bi ta največjo varianto. Se pravi VMO 100, maksimum 128, z unicorn, approve, tukaj ne bo šlo, ker moramo tole approve, dajmo pogledati, kaj to je, permission, give permission Zen. Zdaj je treba seveda plačati, a ne, pač plačati je treba to je celo $1, kar je kar nekaj, a ne, ampak, je pa, samo da vidim, a je to permission access, zdaj nič ne piše, ampak, ponekod lahko daš za vedno, se pravi samo enkrat, ponekod to piše, ponekod pa ne, da lahko samo za enkratno plačilo, recimo čez Uniswap, če delam jaz, lahko pač določam, ali vedno za tisto denarnico to velja, da mi nič več pol ni treba plačevati te potrjevanja, ali pa samo za enkratno, plačilo. Pogledamo tole, kontrakt. Ja, ne vidim, no, a je to za dlje časa ali je to edit permission. Ne vidim tega. Dobro. To bomo zavrnili, pa gremo na kolektor, ko ni treba, pa to z, Centurion, pa bomo videli tole lahko zdajle preizkusimo, brez da bi imeli Zene noter. Evo, to je 128 denarnic, je, $451 pride, a ne. 128 denarnic, kar bi pa znalo biti, da je celo morda, zdaj, če tole zračunamo, se pravi 128, pa recimo, da je bilo 3, a ne, prej $3, 384, okej. 442, okej, skratka, če bi $58 očitno prišparaš, če delaš ročno, eno po eno. Eno po eno, $58, to za mene ni majhen denar in v bistvu, za tak denar dejansko dobiš kar nekaj jih, a ne. Jih kar nekaj v bistvu teh računov, dobiš. Tako da dajte izračunati si, no, dajte izračunati, ali se vam to splača ali ne. Zdaj tisti, ki imajo radi NFT-je, tisti po mojem mišljenju, bojo rajši dali malo več, ker mogoče računajo na to tudi, da bo NFT potem postal čez, ne vem, 300 dni, 100 dni, kaj takega, dosti vreden. Vendar, kakor je meni znano, ga je treba potem ravno tako, če jaz to res prav razumem, ga je ravno tako treba odklejmati, kar pomeni, da ta NFT ni večen. Ni večen, a ne, potem dejansko na koncu dobiš, toliko pa toliko ven zenov in to je to. V bistvu je to to.
Ok, zdaj v glavnem nekateri NFT-ji so omejeni, oziroma vsi so več ali manj omejeni, ampak kakor vidite, ne grejo prav za med, iti ne morejo, ker na trgu ni veliko zena še, na rudarjenega ni veliko. Tudi opazila sem, da ljudje poskušajo zen kupiti, zato da bi delali NFT-je, vendar jih lastniki nočejo prodati. Lastniki zena nočejo prodati. To isto se je dogajalo z Bitcoinom in pa z Heksom na začetku. In jaz osebno vam tako rečem, če delate te denarnice, to ni finančni nasvet, in če boste dobili te zene, dajte jih obdržati na dolgi rok. To je šola od Bitcoina, to je šola od Heksa. Dajte to držati na dolgi rok, dajte stejkati. Ni to finančni nasvet, ampak po mojem osebnem mišljenju in izkušnjah bo dobi človek največ ven iz tega. Zdaj, zen NFT je layer 2, zen sam je layer 1, ki dela na vseh mrežah. In te zadeve kažejo na to, da lahko postanejo ne samo peer-to-peer cash, tako kot bi mogel biti Bitcoin, pa ni, ampak da postaja dejansko ne samo tudi finančni instrument, ampak tudi monetarni sistem. Novega monetarnega sistema mi še nimamo. Mi poznamo evro-dolar monetarni sistem, tega imamo, tega ima ves svet in je zdaj v krizi, v zelo veliki krizi, in ta kriza se poglablja zaradi nepravilnih dejanj, ki jih delajo ljudje, ki upravljajo s tem centraliziranim sistemom. Medtem ko zen postaja decentraliziran monetarni sistem, jaz ga tako vidim in mase so ga osvojile, mase ga osvajajo vedno bolj. Zdaj, vzhod, Azija je nekaj let pred nami, kar se tiče kripto. Oni imajo 10% ljudi, ki že uporabljajo kripto. Zahod ima 1%, Evropa mislim, da ima 2%, Amerika celo 1%, pod 1%, ne? In pod 1%. Tako da kripto ni osvojilo še veliko ljudi, je pa način, kako se lahko ljudje osvobodimo in kako lahko postanemo samostojni, finančno neodvisni od sistemov in zaženemo lastne posle, zaženemo tisto, kar hočemo delati, ali nekdo hoče biti kmet, ali nekdo hoče biti programer, nekdo umetnik, oblikovalec, karkoli, nekdo čistilni servis bi rad imel. Vsak ima neke svoje želje, nekdo bi rad se socialo ukvarjal z otroki, ki imajo recimo problem in jim je treba pomagati. In vidim tukaj v bistvu res eno napredek, eno možnost, veliko možnost, da človeštvo tukaj se osvobodi in da napreduje. Mislim, da ujame nazaj, ne bomo šli, zemljo bomo še vedno obdelovali, tako kot vsi, tudi jaz si jo želim. Danes bom šla na vrt in spuliti korenčke, ki so mi zrasli. Uživam v tej zadevi, tudi sanjam o tem, da bi imela svojo proizvodnjo hrane, na način, za katerega sem jaz ugotovila, da je pravilen, da je za telo v redu, in tudi predelavo same hrane, da je kakovostna, da celice uživajo, ko to jejo, ne da umirajo in da dobijo raka. In zraven še izobraževanja bi rada nudila, tako da imam v glavi res velike stvari in moram ostati zdrava in v redu in pride do več financ, zato da zaženem te projekte, ki jih imam v glavi že kar nekaj časa. Ampak zdaj zorijo in sem vesela, jaz zorim in projekti zorijo in slej ko prej se bodo tudi te stvari lepo iztekle, ker vidim, da v Sloveniji moram čestitati Slovencem, posameznikom, ki ustvarjate nova mala podjetja
in za prehrano in za zdravje. Predvsem so to mlajše generacije. Jaz vam res čestitam, tisti, ki vztrajate kljub težki situaciji, kljub temu, da je težko, da so surovine drage, da je energija izjemno draga, da morate delati dejansko noč in dan, da zaslužite za kruh, pa s tem, da še ljudem date nekaj dobrega. Hvala Bogu, da obstajate. Jaz kupujem od teh ljudi in bom tudi snemala videa, da vam predstavim ta podjetja in zakaj je to za naše telo v redu in zakaj bi morali mi podpirati dejansko taka podjetja. Takšna, ki dajo na trg prave proizvode, dobre produkte, kvalitetne produkte, s trudom, z ljubeznijo in pa prave informacije v ozadju. To je najbolj pomembno. Ne, da piše na etiketi, da je to zdravo, pa zakaj je zdravo, pa je v bistvu fake informacija, ker je prirejena. To je zdaj vidim, ko se ukvarjam z zdravjem, starejša, ko sem, bolj se moram ukvarjati z zdravjem, več moram razumeti in napake, ki smo jih naredili, tisti, ki eksperimentiramo, so zelo dragocene, ogromno smo se naučili iz tega in še vedno se bomo. Tako da, če vam je to všeč, če ste tak tip človeka, da to podpirate, sledite kanalu, všečkajte, lajkajte, lahko date kakšno donacijo, zato da pač imamo društvo, zato da naše društvo lahko funkcionira, ker prostovoljci, ki delamo z društvom, dejansko dajemo svoj denar in svoj čas, predvsem svoj čas, pa tudi denar, zato da te stvari se obračajo in da v prihodnosti lahko naredimo res nekaj velikega. Lahko se nam pa tudi pridružite, kdor želi. Tako da to je moje novoletno sporočilo in voščilo vsem vam. In za leto 2023 mislim, da ne bo lahko leto, vendar je odvisen, kako si bo vsak posameznik to leto naredil. Če boste imeli mindset v glavi v redu, da vse, kar se učimo, kar je težko, je samo stopnica do uspeha, do boljšega uspeha, pa tudi, če je treba počakati malo dlje časa, potem vam bo zagotovo slej ko prej uspelo. In tam, kjer ne uspejo stvari, je treba pač razmišljati, da morda ni prava pot in treba najti druge rešitve in druge poti. To jaz delam, skozi preizkušam, zaletavam se z glavo v zid in takrat, ko zaboli, rečem, ok, pa poglejmo, kaj delam narobe, kaj sem se naučila, kaj lahko še naredim. Ko ne vem več, kaj bi naredila, se enostavno usedem, uležem, zaspim, počakam, da se umiri mi telo in in vse in potem se zaženem znova, z novimi rešitvami in z novimi stvarmi. In verjemite, takrat, ko je brezizhodna situacija, ko vidiš, da res ne moreš nikamor, da si vse zablokirano, da kot da boš umrl, pa da je vsega konec, pa da ničesar ne boš več imel, to je samo stopnička do uspeha. Stopnička, in to recimo tisti, ki obupajo, nikoli ne bojo izvedeli. Zato, ker lahko umrejo tudi ali jih bolezen dokrajči, ali pa naredijo samomor, ali kaj podobnega, in te ljudje nikoli ne bodo izvedeli, da bi naslednjo sekundo ali pa naslednji dan lahko doživeli velik uspeh, veliko razsvetljenje. Tega žal nikoli ne bodo izvedeli. Ne biti med njimi, bodite zmagovalci, tudi če vas življenje tepe, vem, da vas je veliko takih, vem, ogromno vas je takih, tudi jaz sem med njimi, ki nas življenje zna tepsti, ampak dajte biti taki, kot ste. Dajte biti taki, kot ste, in delati za svoje dobro, za dobro vseh ljudi, in dobro se vrne slej ko prej. Definitivno se vrne. To imam dokaze v svojem življenju in vam garantiram, da boste slej ko prej dobili, če
imate velike težave, leta in desetletja, samo pomeni, da nekaj delate narobe, da ste naučeni nekaj narobe, pa vi mislite, da je to prav. In vi mislite, da ste dobri in da ste okej in da ste najboljši na svetu, pa da vseeno dobivate slabe stvari nazaj. To je nemogoče, v bistvu, zdaj, če človek dobiva slabe stvari, jaz, ko jih dobim, jaz vem, da nisem slaba oseba, ampak ko dobim slabe stvari, vem, da delam nekaj narobe, nekaj slabo. In to poskušam tudi najti. In nič ni narobe s tem, da delaš narobe. Zaradi tega, ker pač enostavno nisi imel priložnosti, da bi se naučil. Ko ugotoviš, da je nekaj narobe, imaš pa priložnost, da se naučiš. In kaj se zgodi? Pridejo pravi ljudje, pravi dogodki, prave informacije, na katerikoli način, skozi knjigo, skozi ljudi, skozi internet, ali na njivi, ali kot ideja, ali na nek način. Ali kot sanje, pride. In ko pride taka zadeva k vam, vam pomaga v bistvu pač spremeniti vaše življenje. Če boste tako delali, boste najboljši zgled za mlajše generacije in za svoje otroke in ste naredili največ v svojem življenju, kar lahko. In takrat bo začel prihajati tudi denar. To po sebi tudi vidim, da ko se mi stvari začnejo nekako organizirati, ko rešim določene težave, se tudi počasi denar organizira. Ne gre od danes do jutri, stvari trajajo, ampak gre na boljše. Gre kljub krizi, tako da to vam jaz garantiram, da deluje. Če imate vprašanja, če imate ideje, karkoli, vas pozivam, da dajte mi pisati kar na Twitter. Je to najboljše, imate objavljeno v mojih videih, je to najboljše, tam se bom javila vam nazaj, ali naredim video ali karkoli. Če me potrebujete, ni problem, da stopimo v kontakt, tako da mailov ne dajem, ker to je sam spam, potem dobim sam neumnosti in pa tudi vse verjetnosti, ne vem, če bom komentarje, bom videla, bom komentarje puščala ali ne, ker se zelo veliko skemerjev že pripopala na moje račune. Uživajte življenje, pa naj bo takšno ali drugačno, bodite hvaležni za vse, kar imate, kar ste dobili in prejeli boste absolutno več, vsakič več. Eno zenovsko krasno leto 2023 vam želim in uspeha in predvsem zdravja, najprej zdravja. Tako da lep pozdrav, do naslednjega videa. Čau, čau.